Besede so takšen dolg čas. Ale, če jih jemljemo zares, potem nas hitro zgrabi stres. Ti celo misliš, da so besede zanimive in igrive. Šele niso še plesnive in smrljive. Vem pa, da so najbolj mamljive tiste, ki so minljive. Ali pa težko izgovorljive. Kaj pa tiste skrite? Misliš, neodkrite ali razborite? Predvsem tiste, katerih pomen odkrijo šele otroci. Saj vem, ker še ne poznamo pravil. Seveda, in vaše resnice ne potrebujejo slovničnih zdravil. Ej, dovolj borim, od vsega tega nihče ne bo bolj fin. Mislim, jaz sem že čisto hin. Dobro, do zdaj smo zganili teater, rime pa to. V resnici se pa hočemo zabavati, ko gledamo besedam pod krila in za ovratnike. Se gremo tako. Nekdo pove besedo in kaj si misli o njej. Glavno je, da je sveže, novo, zabavno, da ne peče zgaga. Če nas še kaj moti, pa slovar pomaga. Človek je oseba, ki živi na zemlji. Klobuk so lasje, ki vedno stojijo pokonci zaradi tega, ker so nalakirani. Ocean je velik akvarij, ki je poln rib in živali. Če čutiš dolg čas ali zmedo, pomisli, kaj tiči za to besedo. Tako bomo ustvarili atlas besed, čisto nov slovar otroških pogledov. To bo spletni meni, slovar tujk in domačinov. Poglej nas, prisluhni, zabavaj se, razmisli. Prispevaj tudi ti, bodi del seveda. Vsaka beseda, ki bo nastopila v slovarju tujk in domačinov, v našem atlasu besed, pa lahko dobi še večji pomen, ko stopi v pregovore. A misliš takole? Kdor visoko leta, nizko pade. Jaz sem pa slišal, da kdor visoko leta, ima strice še višje. Počakajta, vprašamo še otroke, kaj pa oni vidijo v pregovorih. Tako, to bo spletni meni, pregovori in reki. Aha, prispevaj tudi ti, bodi del seveda. Razlage pregovorov in rekov nam je prijazno zapisala profesorica Berta Golob. Pregovori in reki so zelo, zelo stare modrosti. Samo verjemi mi, da bodo veljale tudi jutri. Ti jih samo spretno in dobro uporabi v svojo korist. Pa boš zmeraj zadovoljen, pa boš zmeraj tudi srečen, pa tudi vesel. To je avtorica številnih knjig, med njimi so najbolj zabavni tiste o jeziku, slovnici, igranju s črkami in z besedami. Ne hvali dneva pred večerom. Ne hvali dneva pred večerjo, ker ne veš, če se ti bo še kaj zgodilo. Ne hvali dneva pred večerom, ne smeš hvaliti nečesa, kar se še ni zgodilo. Ne hvali dneva pred večerom. To si privošči rimski cesar. V prenočišču je izvedel, da bodo zanj usodni 3 marčevi dnevi, slavne marčeve ide. Se je že bahal, da so prišle, on je pa še vedno živ. Preroški glas pa je odgovoril, so prišle, ampak niso prešle. Na koncu 3. ide pa je bil Cezar mrtev. Bo kar držalo, da je treba počakati do konca, preden nam je vse jasno. Ni težko, pa še zabavno je. Smo se razumeli? Snemaj, piši mi, bodi del sevedov. Pa mi razložite, zakaj vedno rečemo pregovori in reki? Prav imaš, kjer so pregovori, so blizu tudi reki. Ne da sta reki, ampak so reki. Drži kot pribito. To so te kratke fraze, ki zvenijo smešno. Če pa jih razumemo, red zaživi. Recimo takole, kam pa staco moli? Ali pa,
Če si zvit kot lisica, hiti počasi. Še tako trd oreh streše pred plavim ponedeljkom. Vidva jih pa imata za ušesi. Nekdo pove pregovor ali rek, Drugi ga razloži. Če nas še kaj moti, pa kakšna knjiga pomaga ali strokovnjak na pomoč prihiti. Torej, to pomeni v naši spletni strani. pregovori in reki. Zdaj pa sledi nekaj, kar je najbolj všeč prav meni. Poglejmo, kaj kakšno ime pomeni. To je to. Če je punca tisa, je tudi igla so drevo. Če je stric Štefan, je pa tudi vrt za vino. Vidva spet mene zafrkavata. Prav fino. Nikakor, boš videl, kaj se lahko ime pomeni. Že vem. Torej, na spletni strani stopim še v meni. Ime pomeni. In spet velja, nekdo pove ime, drugi ga razloži. Če nas še kaj moti, pa leksikon ime pomaga. Tako da... Zmaga! 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 Pridi z nami tudi ti. Spletni meni, Ime pomeni. Ime mi je Laura, stara sem 8 let, rada igram flavto. Ime sem dobila pa mamini sošolke, ki je bila dobra v matematiki. Laura. Izhaja iz italijanskega imena Laura, to pa je iz Laurus, kar pomeni lovor. Je skrajšana oblika imena Laurencius in ženska ustreznica imena Lauro. Če je zapisana z ujem, je ime italijansko, tuje z v-jem je pa zapisana po slovensko. Toliko za pokušnjo. Več primerov poznaje. A vidiš, poglej nas, prisluhni. Zabavaj se, razmisli, prispevaj tudi ti. Snemaj, piši mi. Tako, smo se razumeli? Dajmo, možgančki na potres. Zdaj bo šlo zares. Gremo v dogodivščine, ki se odpirajo v atlasu besed. Stopi z nami v Slovar tujk in domačinov. v pregovore in reke, kjer bomo ugotovili, da v nobeno reko ne stopaš dvakrat. In v neskončen svet imen, ki pomenijo vse. Moje meni. Tvoje tebi. Naša nam. Pridi v naš in tvoj atlas besed. Ana, Greta, Laura, Oskar, Olta, Tina, Vid. Vita.